Lepo pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Preteklo sredo so se ljubitelji literarne umetnosti pod okriljem koprske knjigarne Libris ponovno spomnili poleti preminulega pisatelja Marjana Tomšiča. Tokrat sta svoje spomine nanj delila zdravnik Stanislav Mahne in profesor filozofije in režiser Boris Palčič. Precej pozneje. Knjigarna Libris je že drugi večer organizirala niz pogovornih večerov z nazivom Marjan Tomšič, pisatelj in prijatelj. Namenjen je poleti preminulemu pisatelju Marjanu Tomšiču, ki ga želijo osvetliti z osebne plati, zato vsakič povabijo različne goste, ki so ga osebno poznali. Na tokratnem večeru sta se ga spominjala zdravnik Stanislav Mahne ter režiser in profesor filozofije Boris Palčič. Marjana Tomšiča sem poznal približno kakšnih skoraj 60 let, bi rekel, da je ena zelo dolga doba, v katerem sva v bistvu prijateljevala, se srečevala redno, bolj ali manj redno. Bila res prijatelja, seveda jaz s svojim poklicem mu nisem kaj dosti bil v pomoč pri njegovem delu, tako kot tudi on meni, ne. Ampak je vedno mi prinesel knjigo, skoraj vedno, ki je na novo izdal. Pogovarjala sem se veliko tudi o njegovih zadnje leta bolj pogostih fantazijskih idejah. In v bistvu ohranila ta lep odnos, tako rekoč vse do konca. Nazadnje sem ga videl letos pomladi. Marjan Tomšič je več kot pol stoletja živel v Istri in za svoj literarni opus prejel več nagrad. Velja za eno osrednjih imen slovenske proze zadnjih desetletij, saj je avtor številnih romanov, novel in črtic, pisal pa je tudi dramska besedila in radijske igre. Roman Šavrinke predstavlja vrh njegovega ustvarjanja. Gospoda Tomšiča sem poznal, spoznala sva se pa ob tej priliki, ko je izrazil željo, da bi jaz napisal en scenarij po njegovem romanu Zrno od Fermentona in potem sva se v zvezi s tem mojim delom na scenariju kar velikokrat srečala in se pač pogovarjala o tem, čeprav je on meni v bistvu prepustil popolno svobodo pri izdelavi tega scenarija. Tako da je to najno sodelovanje trajalo kar nekaj let s tem v zvezi. Scenarij bil sicer narejen in tudi kar tale projekt je šel kar skozi nekaj faz na filmskem centru, ampak dokončna realizacija pa vsaj do sedaj še ni prišlo. Obiskovalci večera so lahko po koncu kupili njegovo najnovejšo knjigo Srečanje 10 zgodb, ki je izšla posthumno. V soboto, 9. decembra, smo si v Kulturnem domu v Izoli ogledali celovečerno sodobno plesno predstavo Frequency plesnega studia Erato. Poglejmo si reportažo Natalije Gajič. V soboto 9. decembra se je v Kulturnem domu v Izoli odvila premiera celovečerne plesne predstave Frequency plesnega studia Erato. Plesna skupina je ena redkih, ki v lokalnem okolju deluje na področju sodobnega plesa. Tokrat so pripravili umetniško izkušnjo, ki s sodobnim plesom združuje vizualizacije ter glasbo ustvarjeno s strani Lukasa Stepančiča, medtem ko je za luč poskrbel priznan oblikovalec luči Jaka Varmuž. Koncept predstave temelji na potovanju skozi frekvence, ki se razvrščajo od najnižje do najvišje. Več o konceptu nam je povedala Vesna Stojnič, predsednica društva Erato in idejna vodja predstave. Sem poskušala razmišljati, kako bi pol implementirala not, torej od glasbe, kako se glasba višja frekvenca do baru, se pravi, naslonila sem se na čakre, 7 čakr, tako je tudi predstava zasnovana, da štartamo od najnižje čakre in potem se skozi predstavo višamo do najvišje. Tako da potem na koncu je bila ideja ta, da človek, ki sedi v dvorani, ki gleda predstavo, da res začuti ta občutek, da od tiste najnižje frekvence, da skozi predstavo začuti ta dvig in da na koncu pride do tega momenta, ko se mu odpre in ko mogoče res začuti, da kako je biti najboljša verzija, oziroma kje je tista pot pride do najboljše verzije sebe. Soustvarjalec plesne predstave je bil tudi Lukas Stepančič,
ki ustvarja pod umetniškim imenom Lukas. Znan je kot glasbeni producent in producent nastopov svetovno znanega glasbenika Gramatika. Erato je svoje sodelovanje z Lukasom pričel že v letu 2020, ko zaradi koronskih ukrepov niso smeli izvesti predstave v živo, ter se kot mnogi drugi ustvarjalci takrat usmerili v digitalne rešitve. Tako so skupaj z Lukasovim glasbenim vložkom ustvarili plesni video Samo še to. Skupno pot so nadaljevali s ustvarjanjem plesne predstave Era v letu 2021, tokrat pa so produkcijo popeljali še stopničko višje, saj je Stepančič poleg glasbe za predstavo ustvaril tudi vizualizacije. In tako smo potem štartali skupaj ta projekt Frequency. Tukaj je tudi on, kot ste videli, dal dušo not, ogromno dela vložil tako v kreacijo vizualnih podob, kot tudi v glasbo, tako da noči in noči neprespanih, da je res realiziral to umetnino in skladno z njim smo potem tudi mi poskušali podpreti to z gibom, s plesom. Posebnost predstave je bila tudi v tem, da so bile vizualizacije v enem delu sinhronizirane z gibom in glasom. Kakšen pa je koreografski proces ustvarjanja tovrstne predstave? Pri nastajanju koreografije je to tako, da vsak ima svoj sistem, vsak koreograf, nekateri so recimo malo bolj matematični, prej premeditirajo, kaj bo naredili, jaz pa imam drugačen sistem in sicer iz mene zbruhne, se pravi, jaz se sam prepustim občutkom trenutnim in nekako pride gib ven. Enkrat, ko so bili gibi narejeni, potem si pomagam s puncami, da potem skupaj te moje elemente skoreografiramo, tako da Nina ogromno mi pomaga pri tem, tako da ona ima res čut potem za dinamiko prostora, kam to, ampak recimo, da večina teh gibov, ki so nastali, so bolj prišli iz tistega mojega pleksusa, ko res se prepustim nekemu kanalu. Nekaj besed je z nami delila tudi Nina Grmovšek-Seljak, članica društva Erato, v katerem deluje kot plesalka, sokoreografinja in pa tudi trenerka. Vesna kot idejni vodja je naredila vse te koreografske dele, ki jih je potem treba nekako zlepiti skupaj. Treba je narediti neko celoto, treba je narediti te, kje je ja, kje ne, kje nekdo je, kje je ven, kje. Tako, da je malo dinamično, da se malo igramo s tem, da ni samo prideš, je točka, da baziramo bolj na tem, da naredimo zanimivo, tudi za tega, ki pleše, da tudi če znamo vse koreografije, recimo vse material, kar smo ga sestavili, je pol ga fajn razbiti in nekako povezati skupaj, vedeti, kje si, kje nisi, kaj delaš, zakaj delaš, dati pol tisti svoj input, ki ga imaš, ki ga narediš skozi ta ustvarjalni proces. In to je jaz se počutim, da je ta del ratal tako, kot zlepiti skupaj različne dele in pol narediti neko celoto skozi vse to ustvarjanje in vse ti mitingi in vse, kar smo imeli vaje, smo se res povezali skupaj, začutili drugega, ker smo dali res to, kar smo. Mirno vdihni energijo življenja. Plesalke plesnega studia Erato prihodnje leto praznujejo 20. obletnico obstoja društva in v svojem nadaljnjem delovanju načrtujejo ponovitev predstave Frequency tudi v drugih krajih. Vsekakor pa se veselijo tudi ustvarjanja novih projektov. Tako, to je bilo vse v današnji oddaji Kulturni raport. Vidimo se spet prihodnjo sredo ob 18. Lepo pozdravljeni.
Thank you.